Kaj sem se zložil? Se pa tudi Racman v pogumu. Na, ti bom še dal. Kaj praviš na tale razgled iz terase? Jaz sem navdušen. Sem že včeraj vedel, da bo super, da bo tako, pa nisem vedel. Tako da, poglejte, kakšno super teraso imam. Tukaj imam lepo mizo, sem si zrihtal, zdaj bom malo pozajtrkval. Tole, ki vidite, to mi je včeraj šefica za dobrodošlico dala, malo sem že pojedel, pa 2 jabolka, banano in potem pa v akcijo raziskovati ta lep otok. Komaj čakam. Zdaj pa gremo raziskovati. Tole je cesta, ki vodi na najvišji vrh otoka Rab. Vrh se imenuje Kamenjak, zanimiva cesta. Gledajte, takole super razglede nudi. Je pa tudi zanimivo, verjeten kolesart gor. Dol razgled pa, kakor vidite, neverjeten. Kar zanimiva tale cesta postaja, ampak to zame in za moj avto ni nič posebenka. Vsej veste, da smo navajenega mrskej. Tole sem pa še na boljši razgledni točki. Po teli cesti sem prišel in poglejte, dol mesto Rab. Kaj vse vidiš. Tole pred mano je vrh, Kamenjak. Odločil sem se, da tukajle uparkiram. Ne bom riskiral, da kakšno gumo predrem. Tako da zdaj grem pa naprej pa peš. Aha, sam preobut se moram, ker zdaj sem v športnih copatih. Jaz pa to premalo pazim. Imam tele odlične športne copate Mizumo in jaz to čisto premalo pazim. Grem pol kar po takamle kamnu hoditi in ene sem tako že uničil. Sicer sem jih uničil, ker sem po puščavi hodil, pa mi je pesek noter šel in pesek gre pa fejs noter, zato ker so taki zračni in sem jih čist uničil. Tako da zdajle jaz obujem merelke, pa nove imam, tako da jih bom še sprobal. Tole so moje čisto nove merelke. Ejte, takele sem vzel, da so malo više, ker je to le boljš zagležen, tako da orang dobre mi izgledajo. Tako da komaj čakam, da jih obujem, pa preizkušam po teh gorah, kamnih. Obožujem takele pohode. Tole smo pa že skoraj čist na vrhu. Tukaj imajo oddajnike. Veter je kar začel pikati. Drugače pa pogledajte, na tej strani že vidiš Velebit, pa ta kanal vmes. Verjeten za boljši razgled moram pa še kam drgam prideti. Če bo šel kdo tukaj, da se bo držal pravila, z biciklom pa z motorjem je prepovedano. Dober. Z biciklom še razumem, da bi se šel kdo tukaj s kakšnem gorskem dol zapeljati, saj bi bilo najbrž tudi zanimivo. Z motorjem pa ne vem, če kdo gre. Nisem pomislil s kakšnim cross motorjem. Drugače pa lejte, to čudale lepše ratuje. Tjale v tistole smer moram prideti, ker tistole tamle, ki je tist hrib odzad, je otok Prvič, tam odzad je Baška, pol je pa tle še Goli otok, pa Grgur, tako da to bi rad videl iz ptičje perspektive, tako da grem proti tisti smeri. Evo. Meni grejo. Ja, jaz sem za take zmeraj privlačen. Za ovce, kozice. Sej vam ne bom nič naredil, vi kar pridite. Glejte, kako je tamle tam malo luškan. Bom šel čist polahko. Upam, da se me ne ustrašijo. Je kaj, se bomo kar gledali? Pa še tamle jih je cel kup.
Lepoci. Ejte, še tam ena. Lušni ste, lušni. Ja, jaz vam ne bom nič naredil. Ne, nič se bati. Nič vam jaz ne bom naredil. Vi kar pejte naprej tukaj, kamor ste mi jesenli. O, lejte, koliko jih je. Nič vam ne... Joj, lejte, kako je tale mala luškana. Ovčica. Celo zmedo sem naredil. Zdaj, jaz moram tudi prideti kele bolj na uno stran, če čem videti otok prvič, pa gor vse. Tako da bom kar tlele čez drn in strn udaril, ne bo druge. Bom šel kar iz tle, ko so ovce prišle, je sigurno se imel poti, pač kakršna koli že je. Poglejte, kako na lepi razgledni točki sem. Tole je Goli otok, tamle zadaj je otok Prvič, zdajle se je začel prikazovati otok Urgur, zadaj je otok Krk, tole na levo je pa še del otoka Rab, na katerem sem. V glavnem, fantastično sem, kakor slišite, piha pa zelo. Ste videli ta fantastičen razgled? Ampak slišite tudi, koliko piha. 20 minut tukaj že sedim, da bi mogoče minutno nehalo pihati, da bi lahko naredil en posnetek brez pihanja, ampak žal ne gre. Sem se pa odločil, da grem zdaj nazaj, ampak drugače, če pridem na tak kraj, enkrat zgodaj zjutraj grem, ko bo po moje manj pihalo in bom res super posnetke naredil in slike. Tako da tudi na moj Instagram pejte, bojo ful hude fotke, najdete me pa po Tomaž Gorec. To je noro, koliko piha, me kar predstavlja, ampak zanimivo. To pa tamle sam 100 metrov čez na drug stran, pa ne bo, pa skoraj ne bo pihalo. Tako da dober ima ta Rab tole narejeno, da je tle na tej stran zelo visoko in na drugo stran potem ne pride ta burja, drugače pa lepo kot v pravljici. Tole je pa uradno označen najvišji vrh otoka Rab. Vam pa predlagam, da če boste sem šli, da se še malo okoli sprehodite, ker je zelo lepo. Lejte, tukaj v tole smer pejte. Je planinsko označena pot in dol razgledi fantastični. Ko se boste vračali z Kamenjaka, najvišjega vrha otoka Rab, se nujno ustavite na teli razgledni točki. Sicer, kakor ste videli, ni ravno veliko prostora za parking, ampak razgled je pa čudovit. Dol na mesto Rab, na en, bom rekel, relativno velik del otoka Rab in to je fantastično, tako da tukaj se morate ustaviti. Zdaj sem ga pa na J. Tle je bila za plažo tabla in evo, zdaj pa konc, ampak nazaj so teli, bom vam pokazal, kako je to. Lejte, kako je ozka cesta, kako mi je zdaj tu rikverc prišel. Groza. Zdaj sem probal priti do ene plaže, pa žal ne gre, neke cesto delajo. V bistvu se kar ustavil, čeprav je pa na Google pa je cesta, no? Oziroma to je lahko tudi pot. Zdaj pa mogoče sem prišel na pravi tir, bomo videli. Drugače pa poglejte tole fantastične poti za kolesarjenje. Sam škoda, jaz kolesa pač nimam. Mislim, imam kolo doma, sam avto nimam primeren, da bi ga seboj vzel, zato tudi razmišljam o zamenjavi avta.
Zdaj sem tukaj parkiral nekje tamle v Borovcih, prišel do morja, zanimiva plaža, ampak piha tako, da je ful težko. Še kapo me je kele dol odneslo, ne vem, a jem šupujo ali jo bom kar tam pustil, ne vem kako sploh prita, bom tamle prišel. Tako da mečkam se bom kele sprehodil, ne bom se pa velik, ker na trenutke toliko zapiha, da te kar premika, tako da bliz nekih prepadov niti ne smem biti. Je pa tukaj ratala zanimiva peš pot. Ejte, kako je lepo. Sicer piha še zmeram, ampak je zanimivo. Zdaj grem tjale na tiste polotok, če se bo prišlo, boste kmalu videli več. Tole, kar vidite pred mano, je mogoče takrat kaj plima, celo otok, predvidevam. No, ampak zdaj se da čez prideti in grem jaz čez gor. Drugač pa postaje vse bolj zanimivo. Ejte, lepo je. Tole na drugi strani je otok Sveti Grgur. Tukaj so bili zapori za ženske. Tiste politične zapornice so to bile. So bile tukaj zaprte. Evo, tamle odzad tisto, ki je pa bolj golo, belo, je pa goli otok. Tukaj so bili pa politični zaporniki pa moški. No, moj namen je bil, da mi si svojim napihljivim čovnčkom šel tukajle čez na otok Grgur, ampak vidim, da sem mečkan narobe zadeval ceno. Sicer, če bi bilo čist mirno more, bi tole še šlo. Dobrih 500 metrov je čez. Potakamle se pa prebrnem in mogoče tudi utopim. Tako da zdaj pa ne vem, a bi šel nazaj, a bi šel naprej. Namreč tam naprej je ful lepih plaž. Ampak ne vem, a bi šel z avtom, pa pol tam to razgledal, ali ne grem kar peš. Ne da se mi z avtom voziti, tako da bom šel kar peš. Sej je super tole hoditi, sem tale veter. Ali mi kdaj še očala hoče odpihati, mene odpihati. Na eno super plažo sem že prišel. Ejte, mivka, čist. Take so mi všeč, tečeš noter, wow. Sem bil pa tudi malo otroči. Evo, pa sem se mečken poigral, tako kot smo se včasih na plažah. No, tle je bil pa še eden, ki se je pa malo bolj potrudil. Stefi. Evo. Zdaj pa kar naprej za nosom. Tole, kar vidite tukajle, pa tudi še potem tukajle, to naj bi bile Rabske piramide. Vsaj tako tamle na tabli piše. Jaz to nisem prej še nič študiral, ampak ker sem pa tukaj prebral, sem pa to videl. Bom pa doma to pogledal, mislim, v sobi malo bolj. No, ta pokrajina tukaj nasplošno zanimiva, taka peščena, res fantastično se tle sprehajati. Zanimivosti ne zmanjka, za vsakim vogalom te nekaj čaka, tako da prav lep sprehod. Poglej to, kakšna peščena plaža. Edino slabo novico imam za vas, tiste, ki bi si želeli iti kopati. Če boste hoteli sem prideti, boste najbrž mogli kar nekaj peš hoditi. Ser, ulejte, kakšna plaža, koliko je tega. Pa tamle se še nadaljuje. No,
jaz že kar nekaj sem prehodil, da sem prišel do nje. Mogoče obstaja kakšna bližji pot. Ampak da se boste z avtom sem pripeljali, to vam pa garantiram, da ne bo šlo. Samo za vogal sem šel in evo, nova, ogromna peščena plaža. In me prav zanima, koliko ljudi je tukaj polet, ker ni enostavno pride do sem. Moraš hoditi, zdaj tisti, ki pa imajo čovne, jahte, jadrance, je pa tudi mora kar ful ven parkirati, pa pol sem prideti. Tako da po mojem, da tukaj tudi poletni neke hude gužve. Sam je pa treba pot pod noge, pa prideti sem, drugače pa. Se opravičujem, ker sem najbrž že malo dolgočasen iz enem in istem video posnetkem plaž, ampak to preprosto moram pokazati. Lejte, še ena super plaža, lejte, tam se ena punca s psom sprehaja po morju. Škoda, ki je ta veter, pa valovi, ker v nasprotnem primeru bi najbrž se tle voda kar dobro segrela in bi komočil mačkam se namočiti. Evo, se pa javim iz plaže, da vidite, kako je to fantastično. Evo to fantazijo. Zdaj pa iz plaže. Lejte, kolikšno je to? To jaz nisem vedel, da kaj takega obstaja. Vsak zaliv, peščena plaža. Tole pa še nisem videl. Račke v morju. Racman in raca. Pa to na otoku. Bolj bi razumel, če bi to bilo na kopnem. Lejte, racmančka, kako je lep. Se ne da se neč veliko motiti. Ač pa moram paziti, da nam kamera obrnu kele na uno stran, ker je tam enak človek. Pa imam lahko z njemu težave in tudi z YouTubeom, če prepozna nacga osebo na videu. Je pa človek se tudi kopa, nekaj trenira karate, tako da mečken hecen, ampak bo že. Tale racman je čist boječ. Jima dajem kruh, pa raca je bolj korajžna. Zdaj se pa tudi racman v pogumu. Na, ti bom še dal. Na racmanček. Tale tega sem pa prebliž sebe dal najvrš. Na. Noče jih zmanjkati. Plaž mislim. Evo, hodiš 10 minut, ali pa mogoče 15, ali pa mogoče nimam čist dobrega občutka za čas, ker mi je tole tako super. Pa mogoče pol ure hodim, pa sem mislil sem 10 minut, ampak glejte, plaža pri plaži, plaža pri plaži. Zdaj ne vem, avto imam že kar daleč. Ful mi je žal, ker nisem ure une Polarjeve vzel, sem imel že na roki, pa sem jo dol dal, ker mene tu mode imam nekaj na rok, no. Ter videl, koliko sem prehodil, pa pol tudi lahko točno videl, kje je kaj. Tako sem pa ja malo hecen. Zdaj pa ne vem, a bi nadaljeval naprej kele, ali ne bi. No, glede na to, da sem že tukaj prehodil, bom pa še naprej. Lejte, tole je otok Grgur. Zdaj sem že na konc njega, prej sem bil pa tam nekje bolj na začetku. Tole je pa goli otok. Neč, gremo še malo tle gor, da vidimo, kaj je. Tukaj sem naletel na tole tablo, ker vidim Sahara. To sem pa gledal, to je pa ena ful znana pa lepa plaža. Tako da bom kar naprej šel do nje. Sem pa še zmeraj v tem zalivu. Upam, da ni preveč dela. Tole vam moram pokazati. Lejte, ravno kar sem prišel iz ungale zaliva, peščena plaža, vse, no tudi fantastičen razgled. Lejte, še
nisem z unga zaliva prišel. Glejte, imam tle spet že večjo peščeno plažo. Mislim, to tle je neverjetno. Sicer enkrat bom jaz mogel obrniti, ker če nam po noč nazaj prišel. Drugače pa fenomenalno, ni? Toliko sem noter pol, da bom kar nadaljeval. Evo, zdaj prehodim ta zaliv, peščeni, in grem gor ob obali na tistle hribček in upam se staviti, da na drug stran me čaka spet podoben zaliv. Prihajam še v en lep zaliv, tokrat mečken drugačen kot ostali. Imam pa občutek, da bom zdaj kmalu prišel na cilj, se pravi, da bo konc teh plaž in da pol zavijem v Lopar in grem po cest do avtomobila, ker zelo dolga bi bila ta, v temi bi prišel nazaj, če grem po isti poti. Takole, malo bo treba tudi poplezati, ampak vse veste, da tole zame je mačji kašelj, skoraj grem lahko gor, ko snemam, ja, vejte. Pa ne, da bi se zdaj hotel hvaliti, še manj, da bi koga nagovarjal na to, da kaj tazga poskuša. Tu nikakor ne. Jaz namreč sem začel plezati že pred 20 letom, že več. Ja, 20. Več, pa sem malo prekinitve, ampak še zmeraj kaj poplezam, tako da obvladam takele zadeve. No, zdaj pa naprej, tle pa zdaj prečkam en polotok in mislim, da mora biti ta plaža Sahara zelo blizu. Tle je še ta zalivček, malo smetije na plaži, po vinilu in tret, to upam, da bojo pospravili. Gremo dalje, da vidimo, kaj je čez hrib. Sem mislil, se bo tole končalo, ko pridem čez hrib, pa se ni. Glejte, koliko še je. Ampak sem preveč prehodil, da bi zdaj nazaj obrnil, tako da jaz grem kar še v tole smer. Temu bi se pa reklo urejena pohodniška pot. Simpatično. Kaj sem se zložil? Tu pa zato, ker na druge stvari gruntam. Pajkite so cele, to je važno. Malo sem si roko tle podrajsal. Telefon sem v rok, sem telefon pazil, da nam telefon. Tako je to. No, lepo pa je. Ne vem sploh, kam ta pot tele. Bomo videli. Minuto sem prvič pogledal na zemljevid, kar hodim, in sem ugotovil, jaz sem mislil, da sem 70% prehodil, da imam še 30. Zdaj sem pa ugotovil, da sem jaz prehodil približno, bom rekel, 60%, 40 jih pa še imam. Ne, narobe sem rekel. Več kot 50 jih imam še za prehode. Ampak ni to nič narobe. Res bom najbrž po noč do avta prišel, ampak bom pa saj veliko videl. Če bi prej kaj veliko gledal, bi mogoče obrnil ali kaj tacga, tako pa nisem. Zdaj sem pa tle na eni FKK plaži. Se pravi, sam brez kopalk bi tle mogel biti. Lepo, zanimivo, malo drugače kot prej. Je pa res, da sem pa že malo utrujen, malo naveličan. Ampak še zmeraj uživam v temle. Wow, je fantastično, fantastično.
Ja, lejte, zdaj pa počas prihajam do civilizacije. Zaprav, da ne bo treba več hoditi po poteh, pa bom šel po neki cesti in bo to sigurno hitreje šlo. Evo, zdaj sem pa prišel to, kar sem šel v morju. To vem zato, ker tukaj sem že bil. Do tamle sem z avtom prišel, tamle je pa že Lopar mest, tako da tamle moram iti čez hrib. Bom pa probal iti še tle malo v morju, ker mogoče mi no treba v hrib hoditi, se mi ne da več. Tukaj sem nadaljeval pot ob morju in sem spet prišel do ene ogromne peščene plaže, ki vam jo pokažem v naslednjem videu. Namreč, če se zdaj proti njej obrnem, bo ravno proti soncu. Tukaj je lep borov gozdiček, mini golf. Evo, to je ta ogromna peščena plaža, čist v kraju Lopar. Tamle zadaj mislim, da je kamp, kakor sem se prej z avtom zapeljal. Tukaj zdaj v tej smeri grem jaz pa proti mestu Lopar. Pol pa še kar, ker bom že do pristanišča prišel, tam, ker trajekt pristaja, bom še kar nekaj časa mu zahoditi. Zdaj sem skoraj že do avta prišel, v bistvu sem samo 100 metrov stran, sem se pa prej tle v tem krogu zapeljal in sem videl tole, kamp Zidine. In tle, kada je noter en kamp, nisem še tole šel, grem pa pogledat, sem rekel, me pa res zanima, kaj bi bilo tlele dol in kako to zgleda. Še zmeraj hodim tukajle, evo tle smerokaz, plaža, pa kam, gremo najprej plažo pogledat. Ja, tole je, ne vem, zaprto, grem jaz na drugo stran. Tole je čist robinsonska varianta. Tukaj sem zdaj prišel do plaže. Niso sicer tiste fascinantne, ki sem jih prej videval, ampak tudi tale ni slaba. Lejte, mivka. Meni se kar dobro zdi, gremo pa naprej, da vidimo, kam pridemo. Tukaj sem zdaj prišel do ene zapuščene hiše. Tist, kateri lastnik tega je car. Tole mora biti ogromno vredno. Aha, v bistvu je to kamp. Evo, zdaj se pa še po kampu sprehoditi. Bom nehal snemati, da bojo misliti, da je kakšen špion prišel. Tole je en tak zanimiv kamp sredi gozda. Tole se je en dober spomnil. Tudi vsa čast mu, da je dobil dovoljenja. Tam noter naprej je še malo bolj zrihtano. To je vhod v kamp. Evo, bungalove imajo, tam je recepcija. Idemo sam na hiter malo pogledat. Upam, da ni kakšnega človeka, da ga ne merjamo. Me pa zanima, kako so to zrihtali, ker mi vse skupaj deluje vse zelo zanimivo in interesantno. In tudi je, lejte, super imajo. Super. No, meni se tole... No, prispel sem do avta, takole, da zdajle direkt v sobo. Bom pa kar tukaj naredil zaključek današnjega videa, zato ker pol tam, ko sem bo že tema, pa ni dobra slika, pa tako naprej. V glavnem, fenomenalen dan za mano. Čist spontano se je naredil. Jaz sem mu čist v planu, da bo to čist drugače. Mu sem plan, da grem najprej na kavico v mir, da bom prvi dan si mal na easy vzel, majčkeno še naštudiral zadeve, kaj videti na Rabu. Ampak po sem se pa odločil, da grem gor na najvišji vrh Kamenjak,
Pa sem rekel, to grem pa najprej, zato ker je dobra vidljivost, če se slučajno poslabša. In pogrem to gor, po sem pa kar zagon dubu in evo, jaz gas naprej, tukaj sem parkiral, musem na men, da samo mečkam pogledam, mogoče 300 metrov gor, 300 dol, pol me pa zagrablo, sem pa po mojem na 20 km, ne po mojem, sigurno sem 20 km naredil. Tako da dan je bil fantastičen, lepo vas prosim, dajte mi v komentar napisati, kakšen se je vam zdel ta video. Pa če še niste naročeni na moj kanal, dajte se naročiti, sem tisti rdeč gumb, kliknite, naroči se, pa zvonček, to je popolnoma brezplačno, samo malo večja možnost obstaja, da se vam kakšen moj video pokaže, ki boste brskali po YouTubeu. Meni pa to veliko pomeni, tako imam pol veliko večjo motivacijo raziskovati te videe, snemati in tako naprej. Zdajle, na koncu ste videli mečken tega kampa, ki sem ga posnel. Posnel bi ga več, ampak mi je baterija zmanjkalo. In sem malo snemal, pa mi je kar prekinilo, pa sem počakal 2 minute, pa sem spet lahko vžgal, pa je spet mogoče bilo 30 sekund, pa je prekinilo. Tako da, če so te zadnji odseki videa malo čudni, naj povem, da so to zato. Tako da, za danes toliko, v naslednjih dnevih pa tudi pričakujte neke zanimivosti. Sem prepričan, da jih bom našel. Nič, hvala, ker ste se pogledali tole do konca, pa se vidimo jutri. Evo mene na terasi, še tole vam moram povedati. Veste, kako šefica za mene lepo skrbi, mi je tole dala fige pa mandle. Super, prav pasel bojo. Namreč, danes sem bil slabo ju, zjutraj sem malo pojedel, pa nisem več. Mislil sem, da bom šel kaj pojesti, pa moram zdaj še video objaviti. Tako da ni čas, jutri sem pa res malo bolj na izi vzel. Tako da, to je to, še enkrat, adijo.